Hvala lepa za besedo. Moje ime je Andreja Komel in vam bom v tem delu predstavila naložbene intervencije za razvoj podeželja, v nadaljevanju pa potem tudi še za mlade prevzemnike, za sodelovanje in za horizontalne vsebine. Tukaj na teh prosojnicah so v bistvu navedene intervencije z oznakami in nazivi. Jaz jih ne bi posebej šla podrobno skozi v tem delu, ker vam bo ta predstavitev po današnjem dogodku na razpolago. Naj vam potem velja v bistvu kot nek pripomoček, kadar bomo začeli govoriti, da tako rečem, v šifrah, tako kot v tem programskem obdobju, ko uporabljamo v bistvu znake za naložbene ukrepe, kot so 4.1, 4.2, bomo zdaj pač te oznake preimenovali v IRP z številko posamezne intervencije. Kot vidite, je teh intervencij kar precej, mislim, da je vseh skupaj 43, tako da v bistvu naj vam to služi kot pripomoček, kot rečeno. Porazdelitev sredstev v okviru intervencije za razvoj podeželja je prikazana na grafu, torej za okoljske, podnebne in druge upravljalske obveznosti namenjenih dobrih 29% vseh sredstev, za naložbe, vključno z naložbami v namakanje dobrih 33%, za OMD 21,5%, potem za mlade kmete 4,24%, sodelovanje 7,27%, izmenjava znanja in informiranje slab odstotek, tehnična pomoč slabe 3% in za Natura 2000 0,24%. Na tem delu so navedene vse intervencije, razdeljene po vsebinskih sklopih, torej na okolje, naložbe, mladi kmetje, sodelovanje in pa horizontalni prispevek horizontalnim ciljem. Kot rečeno, jih posebej ne bi navajala, ker jih bomo predstavili tudi v nadaljevanju. V strateškem načrtu imamo 22 naložbenih intervencij, torej razporejenih po različnih ciljih, glede na njihov prispevek k posameznemu specifičnemu cilju. Pri pripravi strateškega načrta je bila ena od zahtev komisije, da mora imeti vsaka od intervencij samo en kazalnik učinka in iz tega naslova izhaja takšno število intervencij. Naložbene intervencije so torej razporejene 6 specifičnim ciljem. Če imamo pri izvajanju sedanjega programa podeželja le nekaj ukrepov in pa podukrepov in so se posamezni nameni naložb oblikovali tudi znotraj posameznega javnega razpisa, imamo sedaj za vsak namen naložbe svojo intervencijo. Novost v strateškem načrtu so naložbe v namakalne sisteme, ki smo jih po usklajevanju z komisijo razdelili na 4 samostojne intervencije, in sicer na tehnološke posodobitve namakalnih sistemov za več uporabnikov v okviru intervencije IRP14 v specifičnem cilju 5, potem tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov, intervencija IRP41, prav tako v specifičnem cilju 5, potem izgradnjo namakalnih sistemov za več uporabnikov, IRP13 v specifičnem cilju 2, ki prispeva k dvigu produktivnosti in konkurenčnosti, in pa izgradnjo individualnih namakalnih sistemov znotraj intervencije IRP40, prav tako v specifičnem cilju 2.
Novost sta tudi samostojne intervencije, torej ena za naložbe v obnovljive vire energije, IRP 36 v okviru specifičnega cilja 4 in pa neproizvodne naložbe, IRP 22 v specifičnem cilju 6, povezana seveda z izvajanjem naravovarstvenih operacij. Naložbe v mehanizacijo so razporejene glede na njihov namen in pa prispevek k posameznemu specifičnemu cilju med več intervencij, in sicer intervencija IRP 17, naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil, potem IRP 21, naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, IRP 37, naložbe v nakup mehanizacije in opreme za spravilo traviščnih habitatov, IRP 02 za majhne kmetije in sklop za gorske kmetije ter mehanizacija za spravilo rastlinskih pridelkov, in pa seveda tudi še v IRP 04 mehanizacija za ekološko pridelavo. Ostale naložbene intervencije so v bistvu nadaljevanje sedanjega programa razvoja podeželja, obstaja pa še nekaj manjših posebnosti, in sicer naslavljanje majhnih kmetij, katerih naložbe so vse skoncentrirane v podintervenciji, posebej namenjeni majhnim intervencijam v okviru IRP 02, torej naložbe v dvig produktivnosti in konkurenčnosti, v IRP 35 naložbe v predelavo in pa kot upravičenec za majhne kmetije lahko prijavijo tudi na intervencijo IRP 16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih pri podintervenciji naravne nesreče pri trajnih nasadih. Morda še ena posebnost pri IRP torej 29 so možne, torej zgolj pri IRP 29 so možne naložbe v gradnjo in obnovo hlevov, in sicer kadar gre za prilagoditev kmetijskega gospodarstva izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali. Kot rečeno, izjema so zgolj majhne kmetije, ki bodo do te vrste naložb upravičene torej v okviru intervencije IRP 02. Skupno vsem naložbenim intervencijam je definicija majhne kmetije, ki jo opredeljujemo z doseženim standardnim prihodkom v višini od 4.000 do 12.000 evrov, potem, da upravičenci lahko pridobijo nepovratno podporo le za eno naložbo za isti namen, izjema je le intervencija IRP 16, torej za naložbe v prilagoditev podnebnim spremembam pri trajnih nasadih, da se tako kot zdaj, kjer je to potrebno, pridobi presoja vplivov na okolje ali pa mnenje pristojnega organa za varstvo narave, da se v primeru, kadar se naložba izvaja v objektu, ki je vpisan v register kulturne dediščine, upoštevajo seveda predpisi, ki urejajo to področje, da se naložbe v obnovljive vire energije pri vseh upravičencih uporabljajo zgolj za lastne namene kmetijskega gospodarstva in ne za prodajo. Izjema seveda so naložbe v dopolnilne dejavnosti v okviru IRP 25, torej naložbe v nekmetijske dejavnosti na podeželju. Potem so še opredeljena tudi druga skupna določila, ki se nanašajo na opredelitev neupravičenih stroškov, zahtevnosti naložbe in druge razne omejitve. Na osnovi dogovora med vsemi deležniki je v strateškem načrtu zapisana tudi omejitev višine javne podpore, ki jo upravičenec lahko doseže v celotnem programskem obdobju.
in sicer v primarno kmetijsko proizvodnjo v vrednosti 800 tisoč evrov oziroma 60 tisoč evrov za naložbe majhnih kmetij, kadar pa gre za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, pa so te zgornje omejitve 1,5 milijona za upravičence, ki so kmetije in mikropodjetje, 3 milijone za mala podjetja in 5 milijonov za srednje velika in velika podjetja. Pri večini naložbenih intervencij je tudi enotna stopnja podpore, kot boste videli v nadaljevanju, in jih zdaj pri predstavitvi posamezne naložbene intervencije ne bom posebej izpostavljala, in sicer je osnova 30%, katera se potem poveča za 10% za gorska območja in 10% za mlade kmete do maksimalno 50%. Izjeme so IRP 03 za kolektivne naložbe, kjer je stopnja podpore 50%, pri namakalnih sistemih za več uporabnikov in pa tehnološke posodobitve za več uporabnikov 100%, naložbe v agromelioracije in komasacije 100%, naložbe v obnovljive vire energije v okviru IRP 36, torej te samostojne intervencije, je stopnja podpora 65%, in naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe IRP 16 iz osnovne 50% do največ 75%, torej je pri 6 od 22 naložbenih intervencij opredeljena drugačna stopnja podpore. Zdaj, za posamezne namene naložb je mogoče seveda sredstva pridobiti tudi v okviru različnih intervencij. Zbrali smo nekaj najpogostejših naložb in pa nabor intervencij, ki te naložbe naslavljajo, in sicer trajni nasadi. Upravičeni so torej v okviru IRP 02, vzpostavitev trajnih nasadov tudi z neodpornimi sortami, lahko so tudi mešani nasadi, vendar s sočasno postavitvijo namakanja razen pri oljkah in vinogradih. Izbirna bo naložba v protitočne mreže in pa seveda pri IRP 16 bo pri novem nasadu obvezna tako protitočna mreža kot namakanje oziroma oroševanje. Na prosojnici so pa navedene tudi podintervencije. Potem za rastlinjake, torej se je možno prijaviti na 2 intervencije, in sicer IRP 02 in IRP 04, in sicer podprti bodo rastlinjaki tako na zemljišču kot hidroponski sistemi, torej pri naložbah v dvig produktivnosti in pa pri naložbah v razvoj ekoloških kmetij. Potem obnovljive vire energije. V 8 intervencijah naslavljamo v bistvu obnovljive vire energije, pri čemer so v okviru samostojne intervencije IRP 36 naložbe v obnovljive vire energije načrtovane v mikrobioplinarne, potem opremo za proizvodnjo biometana in pa geotermalno energijo. Znotraj ostalih intervencij pa kot del celovite naložbe, pod pogojem torej, da ne presegajo 50% vrednosti celotne naložbe, tudi vse ostale vrste obnovljivih virov energije, kot je biomasa, fotovoltaika in podobno. Tudi nakup mehanizacije je precej razpršena skozi intervencije strateškega načrta, in sicer med 5 intervencij, ki vsaka zase po namenu prispevajo k svojemu specifičnemu cilju, in sicer v IRP 02 v okviru podintervencije za majhne kmetije, vsa mehanizacija iz vseh ostalih intervencij, za podintervencije za kmetije in podjetja pa zgolj mehanizacija za gorske kmetije in za spravilo rastlinskih pridelkov v okviru IRP 02. V okviru IRP 04, torej naložbe v razvoj ekoloških kmetij, je upravičena mehanizacija za ekološko pridelavo, IRP 37, mehanizacija za upravljanje traviščnih habitatov, tako imenovana senena linija, IRP 21, mehanizacija za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev ter IRP 17,
mehanizacija za učinkovito rabo dušikovih gnojil. Potem tudi krožno gospodarstvo in biogospodarstvo je ena izmed teh izbranih tem, in sicer je mogoče kandidirati znotraj 4 intervencij. V IRP-02 bo oblikovan poseben sklop za tovrstne naložbe. Zanje bo v bistvu kot nek celovit projekt mogoče kandidirati tudi v okviru IRP-25, torej pri nekmetijskih dejavnostih na podeželju, in pa seveda tudi pri ostalih 2 intervencijah, IRP-03 kolektivne naložbe, IRP-35 za predelavo, pa zgolj, kadar ne presegajo 50% celotne naložbe. Potem izgradnja namakalnih sistemov je opredeljena v 3 intervencijah, v IRP-02, torej za vse upravičence, v primeru izgradnje individualnih namakalnih sistemov, kadar je namakalni sistem del celovitejšega projekta in kot samostojna naložba v okviru IRP-40 za individualne namakalne sisteme ter IRP-13 za namakalne sisteme več uporabnikov. Potem naložbe tudi v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov so mogoče v okviru 3 intervencij, IRP-41, IRP-14, torej kot samostojne naložbe, tako za individualne kot za namen več uporabnikov, in pa v okviru IRP-16 kot del celovitejšega projekta skupaj z vzpostavitvijo trajnega nasada. Potem imamo še zadnji sklop, torej predelava. Naslavljamo jo v 4 intervencijah, pri IRP-02 in IRP-03 kot del celovite naložbe, kadar ne presegajo 50% celotne vrednosti, ter pri IRP-25 in IRP-35 kot samostojno naložbo. Gradnja in rekonstrukcija hlevov, kot rečeno, je omogočena pri 2 intervencijah, in sicer za majhne kmetije v okviru IRP-02, za vse ostale upravičence pa v okviru IRP-29, seveda s pogojem prilagoditve na višje standarde. In pa kolektivne naložbe imajo samostojno intervencijo IRP-03, kjer gre za nadaljevanje tovrstnih naložb iz programa razvoja podeželja. Možne so naložbe tako v primarno kmetijsko proizvodnjo kot predelavo, vendar samo, kadar upravičeni stroški ne presegajo 50% celotne vrednosti naložbe. Prav tako so v bistvu kolektivne naložbe opredeljene kot upravičene tudi v IRP-02, in sicer za nakup mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov, tako za kmetije kot za podjetja. Zdaj, ker sem bistvene poudarke teh posameznih naložbenih intervencij že predstavila torej pri teh predhodnih prosojnicah in bo ta predstavitev objavljena in dostopna vsem, bi sedaj izpostavila pri predstavitvi posamezne intervencije zgolj novosti, torej razliko glede na sedanje izvajanje programa razvoja podeželja. In sicer IRP-02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, je ena od najkompleksnejših naložbenih intervencij. In sicer v njej so oblikovane podintervencije za majhne kmetije in pa podintervencija za ostale nosilce kmetijskih gospodarstev. Upravičenci pa so zraven teh še skupine in pa organizacije proizvajalcev in zadruge, torej za izvajanje kolektivnih naložb, predvsem z namenom nakupa mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov. Intervencija opredeljuje tudi obvezno pogodbeno vezavo proizvodnje za zahtevne naložbe, torej nad 100.000 evrov v višini 25% v obe smeri, torej za odkup ali prodajo
kot pogoj za pridobitev upravičenosti naložbe. Kot rečeno, majhne kmetije bodo kot upravičenec lahko pridobile sredstva za naložbe v vse naložbene namene iz vseh intervencij strateškega načrta, vključno tudi z neproizvodnimi naložbami. Omogočene so tudi naložbe v predelavo v okviru celotnega projekta v kombinaciji torej z naložbo v primarno kmetijsko proizvodnjo, prav tako pod pogojem, da ne presega 50% celotne vrednosti upravičene naložbe. Majhnim kmetijam pa je omogočeno sodelovanje še pri torej IRP 35 za naložbe v predelavo in trženje ter pri IRP 16 za namene obnove potenciala kmetijske proizvodnje. Potem IRP 03, kolektivne naložbe v kmetijstvo za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg. V bistvu gre za nadaljevanje iz programa razvoja podeželja, pri čemer so k naštetim upravičencem dodane še agrarne skupnosti. Novost so še upravičeni stroški v obnovljive vire in pa krožno ter biogospodarstvo, kadar ne presegajo 50% celotne vrednosti naložbe, vse ostalo ostaja enako kot do sedaj. Potem IRP 04, naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij, prav tako nekakšno nadaljevanje iz programa razvoja podeželja, kjer so nosilci kmetijskih, torej kjer so upravičenci nosilci kmetijskih gospodarstev in imajo v ekološko pridelavo vključeno najmanj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključeno najmanj 50% ekvivalenta GVŽ rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu. Predmet podpore je od nakupa kmetijske mehanizacije, rastlinjakov, ureditev trajnih nasadov in pa digitalne tehnologije. Potem IRP 35, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo. Gre za nadaljevanje sedanjega ukrepa 4.2. Ni bistvenih sprememb, zgolj dodatna možnost za naložbe v obnovljive vire energije in krožno ter biogospodarstvo do vrednosti 50% vrednosti naložbe. V tem programskem obdobju to izvajamo posebnimi javnimi razpisi, torej, če se spomnite, torej posebej za krožno, posebej za distribucijske centre, torej zdaj bo pa to torej v strateškem načrtu nezdruženo. Novost je prav tako pogoj vezano na lokalno surovino za zahtevne objekte, torej enako kot predhodno rečeno v višini 25%. Naslednji sklop naložb so naložbe s pozitivnim učinkom na okolje in podnebje, in sicer IRP 16 gre za nekoliko modificirano intervencijo nastalo na osnovi sedanjega podukrepa 4.1 za prilagoditev na podnebne spremembe, tako imenovani podnebni paket, pri čemer so znotraj te intervencije v strateškem načrtu možne naložbe v vzpostavitev trajnih nasadov zgolj z odpornimi sortami na podnebne spremembe in pa z obvezno zaščito nasadov s protitočnimi mrežami in oroševalnimi sistemi, kajti samo pod tem pogojem lahko po usklajevanju z Evropsko komisijo ta intervencija prispeva tudi k zelenemu dogovoru. Potem naložbe v obnovljive vire energije. Gre za novo intervencijo, samostojno intervencijo, tudi nastalo na zahtevo Evropske komisije, v bistvu tako zaradi nastale energetske krize kot pa pravila, da ima vsaka intervencija zgolj en kazalnik učinka in jo lahko štejemo k tistim intervencijam, ki prispevajo k zelenemu dogovoru.
Zaradi omejenih sredstev znotraj te intervencije naslavljamo zgolj mikrobioplinarne, opremo za proizvodnjo biometana in pa geotermalno energijo, vse ostale vrste obnovljivih virov energije pa se podpirajo v okviru prej naštetih intervencij, kot so biomasa, fotovoltaika in podobno. IRP-17, naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil. Naložba je namenjena nakupu kmetijske mehanizacije in pa ureditvi nadstandardnih zunanjih zaprtih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, potem za tesnitvi obstoječih lagun in seveda zgolj za nadstandard, torej za 9-mesečno skladiščenje. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, razen majhnih kmetij, ki so upravičene do tovrstnih naložb znotraj IRP-02. Potem naslednji sklop naložb so naložbe za učinkovito upravljanje z naravnimi viri, in sicer torej intervencija IRP-21. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, razen majhnih kmetij, pod pogojem, da so kmetijska gospodarstva vključena v naravovarstvene intervencije oziroma se bodo vanje vključila do zaključka naložbe. Majhne kmetije pa so do te mehanizacije upravičene torej v okviru IRP-02. Potem IRP-37, enako kot pri IRP-21, so upravičenci nosilci kmetijskih gospodarstev, torej razen majhnih kmetij, ki so do tovrstnih naložb upravičene v okviru IRP-02, podpirajo se naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme stravinja za območja Natura 2000. IRP-22, neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij. In sicer so to neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov, potem mejic, suhozidov in pa drugih krajinskih značilnosti, ureditev travniških sadovnjakov in pa za zaščito domačih živali pred napadi velikih zveri. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, razen majhnih kmetij, ki so do tovrstnih naložb, kot rečeno, upravičene v okviru intervencije IRP-02. Potem naslednji sklop intervencij so naložbe za spodbujanje razvoja na podeželskih območjih, in sicer IRP-25, podpora za naložbe v vzpostavitev in pa razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine. Gre za nadaljevanje sedanjega podukrepa 6.4 z edino razliko, da se podpirajo zgolj dopolnilne dejavnosti in ne več mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja je po medresorskem usklajevanju torej v celoti prevzel Sklad za regionalni razvoj. In v okviru tega medresorskega usklajevanja se je določila tudi nadgradnja stopnje podpore, in sicer iz osnovnih 30% do maksimalno 50%, za 5% torej za naložbe v biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije, 5 za naložbe mladih kmetov, 5 ekoloških, 5 gorskih in 10 za naložbe v objekte s statusom kulturne dediščine. Potem naslednji sklop naložb so naložbe za izboljšanje kmetijstva za potrebe dobrobiti živali, in sicer kot najpomembnejša intervencija IRP-29, podpora za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Gre za nekakšno nadaljevanje podukrepa 4.1 iz sedanjega programskega obdobja, z razliko, da bodo upravičene zgolj naložbe prilagoditvi nadstandardnim zahtevam dobrobiti rejnih živali za vse sektorje, torej prašičereja, govedoreja, drobnica, kopitarji in perutninarstvo. Pomembno je tudi poudariti, da se bodo pri intervenciji upoštevali normativi za nadstandardne zahteve
iz intervencije IRP 28, torej dobrobit živali, za tiste sektorje, ki pa niso vključeni v to intervencijo v dobrobit živali, pa 80% normativov za ekološko rejo živali iz predpisov EU. Tukaj so navedene tudi nekatere vrste upravičenih stroškov, ampak glede na to, da vam bo to na razpolago, jih sedaj ne bi posebej navajala. Naslednji sklop, torej naložb, agromelioracije in komasacije, gre za nadaljevanje v bistvu podukrepa 4.3 sedanjega programa razvoja podeželja za razliko, da bo lahko vlagatelj kandidiral ločeno za agromelioracije in ločeno za komasacije. Potem IRP 13, naložbe v namakalne sisteme, najprej izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikov, prav tako nadaljevanje sedanjega podukrepa 4.3 z programa razvoja podeželja in pa potem enako IRP 14, tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, prav tako nadaljevanje sedanjega podukrepa 4.3, le da se pač pojavlja kot samostojna intervencija in pa prispeva k zelenemu dogovoru. Potem IRP 40, izgradnja individualnih namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme. Kot že predhodno obrazloženo, gre za oblikovanje nove samostojne intervencije na zahtevo Evropske komisije, je pa oblikovana na enak način kot v sedanjem programskem obdobju v okviru podukrepa 4.1. Šteje se v specifični cilj 2 kot prispevek konkurenčnosti in pa dvigu produktivnosti, gre pa za nepovratno podporo v obliki pavšalne podpore ob 50% stopnji podpore. Potem IRP 41, tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov, prav tako nova samostojna intervencija na zahtevo komisije za prispevek k zelenemu dogovoru, je pa tako kot predhodna pripravljena po vzoru podukrepa 4.1 iz programa razvoja podeželja. Potem naložbe v gozdarstvo imajo 5 intervencij. V bistvu so povsem enake kot v tem programskem obdobju, zato jih ne bi posebej izpostavljala. Izpostavila bi zgolj novo intervencijo in sicer IRP 09, naložbe v ustanovitev in pa razvoj gozdnega drevesničarstva. Z intervencijo torej se želi izboljšati kakovost sadilnega materiala, kjer bodo upravičene naložbe v nakup specializirane mehanizacije oziroma opreme za gozdno semenarstvo, potem kontejnersko vzgojo, vzgojo gozdnega drevja in izgradnjo rastlinjakov zanje, stopnja podpore pa bo 40%. Dober dan tudi v mojem imenu. Predstavil bom intervencijo plačila za naravne ali druge omejitve, ki jo bolj poznamo pod imenom plačilo za OMD. Kot je bilo danes že omenjeno, so upravičenci tisti, ki izpolnjujejo zahteve pogojenosti, ki so aktivni kmetje in ostaja pogoj, da imajo najmanj 1 hektar upravičenih kmetijskih površin v OMD. S to intervencijo oziroma s tem plačilom bomo nadomestili del dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki jih imajo kmetje na zadevnem območju v primerjavi z območji, ki so izven OMD-ja. Podpora je letna in se dodeli na hektar upravičene površine. Letos oziroma za naslednje leto po drugačni formuli kot do sedaj. Formula je v bistvu preprostejša in je plačilo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva v OMD, ki se pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se bo za večino kmetij črpala iz tabele 1, ki jo vidimo na desni strani. Torej gre za kmetijsko gospodarstvo s travojedimi živalmi na trajnem travinju, sem pa spadajo tudi vsa ostala kmetijska gospodarstva z njivskimi površinami in s površinami trajnih nasadov. Samo v primeru, kadar
so na kmetijskem gospodarstvu prisotne tudi površine trajnega travinja, travojedih živali pa na kmetijskem gospodarstvu ni, se bo vrednost točke za te površine črpala iz tabele 2 in te vrednosti so približno slabih 40% nižje kot vrednosti točke iz običajne, se pravi tabele 1. S tem pravilneje naslovimo situacijo, ko je točkovanje tudi za trajno travinje narejeno ob predpostavke, da se trajno travinje koristi s travojedimi živalimi, in če seveda teh ni, so določeni stroški zmanjšani in zaradi tega se pač vrednost točke v tem primeru nekoliko zniža. V nadaljevanju ostaja, tako kot do sedaj, v uporabi tudi omejitev plačila pri določenem obsegu kmetijskega gospodarstva, tako imenovana degresija. Z naslednjim letom je ta degresija spremenjena samo v, bom rekel, začetnem pragu. Do sedaj smo namreč imeli prag 70 hektarov, od katerega naprej se je plačilo zniževalo, sedaj se pa začne plačilo zniževati od praga 50 hektarov. Zmanjšuje se po 10% za vsakih 10 hektarjev do obsega 100 hektarov, tam pa ostane plačilo v višini 40%, kot je bilo to do sedaj. Še ena pomembna novost v naslednjem letom je torej ta, da opustimo tako imenovani fiksni del in uporabimo samo točke. Zato, da pa uporabimo samo točke, smo pa izvedli v letošnjem letu tako imenovano posodobitev modela točkovanja kmetij, ki se je zaključila približno sred letošnjega leta in ki v svojem osnovnem pristopu še naprej ohranja točkovanje standardnih in pa specifičnih omejitvenih dejavnikov, se pravi lastnosti tal, nadmorske višine, nagiba kmetijskih zemljišč in razdrobljenosti, in pa potem na specifičnih oziroma samo na določenih omejitvah pa se točkuje kraškost, poplavnost, barje, kot do sedaj, medtem ko in tudi burja, ni pa več vključena erozivnost, ki smo jo imeli točkovano predvsem na severovzhodnem delu Slovenije. Tudi ta metodološki pristop je ostal enak, se pravi število točk in posledično višina potrebnih izravnalnih plačil je odraz v stroških pridelave in izgube prihodka na enoto površine med območji z omejenimi dejavniki in območji, ki so izven OMD-ja, torej med nižino. Navedel bom samo 3 ključne, največje poudarke nove metodologije oziroma spremembe, ki na samo točkovanje najizraziteje vplivajo. Prva je prav gotovo ta, da v posodobitvi modela sedaj upoštevamo povprečne cene posameznih stroškovnih elementov iz obdobja 2019 do 2021 in dodajamo tudi 2 novi rabi, se pravi pri sadovnjakih, pri intenzivnih sadovnjakih dodajamo rabo za skupino lupinarje in pa v rabi trajno travinje izločamo rabo planinskih pašnikov. Potem nadgradnjo smo, a imam jaz to? Ne, dobro. Nadgradnjo tega modela točkovanja najizraziteje opredeli vrednotenje, dodatno vrednotenje izpada dohodka zaradi večje nadmorske višine in pa skozi vse točkovanje vseh rab smo natančneje vrednotili nagib in smo nagib povsod razdelili po 5% do bistvu do skrajnih meja, kjer se raba še nahaja. Zato lahko rečemo, da je novo točkovanje zaradi omenjenih sprememb in predvsem zaradi dolgega obdobja od prve postavitve modela težko primerljivo s sedanjimi točkami, ki jih poznamo še letos.
Gre torej zaradi teh sprememb za zares čist nove točke in v bistvu kot take potem jih je treba jemati. Zdaj s tem pristopom in s tem prehodom izvedemo dokončni prehod iz Robičevega elaborata in ga s tem dokončno opustimo, se pravi, te fiksni del plačil je temeljil na Robičevem elaboratu. V naših simulacijah smo seveda ugotovili, da del kmetij pridobiva s to spremembo, del kmetij pa bo tudi imelo bodoče plačilo OMD nižje in z takimi vrednostmi točk, kot smo jih videli v tabelah, tudi tistim kmetijam, kjer se bo plačilo zmanjševalo, zagotovimo, da se bo to zgodilo postopoma. V prvem letu, po naših projekcijah, se bo v primeru znižanj ta znižanja nahajala znotraj razreda -20 do -30%. In s tem pač zagotovimo, da ne bo ta prehod preveč boleč. Ne nazadnje, ali pa, kar bi lahko dali kar na prvo mesto, pa moramo povedati, da s tako posodobljenim točkovanjem pozitivno naslovimo vsaj 15.000 kmetij, ki imajo gerke nad 500 metrov nadmorske višine, ki po posodobljenem točkovanju pridobivajo, hkrati pa se zavedamo, da te kmetije v slovenskih razmerah kmetujejo na najtežjih, najneugodnejših in večini primerov tudi najbolj oddaljenih območjih in menimo, da smo pravilno naslovili tudi dosedanje pomanjkljivosti točkovanja, za katere smo vedeli, da pač so na teh območjih prisotne. V naslednjih treh slikah bo tako zelo schematsko na ravni države prikazano, kje se nahajajo oziroma kakšne vrednosti imajo kmetije na kvadrantu 2x2 kilometra. In sicer vidimo, da se kmetije z več točkami, ki so obarvane v temnejši modri barvi, nahajajo v bistvu na vseh območjih gorskega dela Slovenije. Tole dela miška. Se pravi, če gremo od Kozjaka, od Pohorja, Savinjskega konca do Zasavja, ves alpski in predalpski del, pa tudi na Notranjskem, povsod, kjer so nadmorske višine nad 500 metrov, prevladuje, se pravi, lahko rečem, da prevladujejo točke, ki presegajo 500 točk na hektar na kmetijo. Simulirali smo tudi spremembo plačila med leti 2021 in 2023. Že prej omenjena višinska področja Slovenije se tudi v tej simulaciji obarvajo v pozitivne vrednosti, se pravi v področje, kjer bo prihodnje plačilo večje vsaj za 40 do 80 evrov ali 80 do 100 ali celo nad 100 evrov. Na drugi strani pa imamo nekatere dele, kjer se bo to plačilo zmanjševalo. Še vedno pa lahko rečemo, da pretežni del sprememb je relativno majhen in se nahaja v rangu plus minus 40 evrov po hektarju, se pravi, to prikazujete svetlo zelena in svetlo rjava barva. Ker je ta prehod predviden za 5 let postopnega spreminjanja vrednosti točke v letu 2027, smo simulirali tudi situacijo in sicer primerjavo med letom 2009, ko smo zadnjič uporabljali Robičev elaborat za plačila, in letom 2027, ko bomo to prehodno obdobje zaključili. Zdaj lahko bi rekel, da je prehodno obdobje bilo že zdajšnjo 12-letno obdobje, ko smo uporabljali kombinirani sistem plačil deloma po Robiču, deloma po točkah. Se pravi, in potem po tej karti vidimo, da ta karta potrjuje pozitivno spremembo oziroma višja plačila OMD povsod v gorskem območju in povsod v
območju nad 500 metrov, pa tudi na območjih, ki so izrazito strma, prihaja do kvadratov v modrih odtenkih. Obstaja pa seveda tudi območja Slovenije, ki so deležna znižanj plačil, kjer pa v tem obdobju pravzaprav lahko rečem, da smo že to vse podrobno pogledali, vsak zakaj ima tudi svoj zato, znamo razložiti in kolikor bo pa interes, da se stvari še podrobneje razložijo, smo pa tudi na to pripravljeni, da pojasnimo na terenu. Toliko o, morda še zadnje, nove točke so vidne v GERK pregledovalniku, se pravi v tistem delu, ki je prosto dostopen vsakemu z KMG-MID-om, in sicer v tisti vrstici, kjer so navedene sedanje točke, so poleg v oklepaju navedene tudi nove neuradne točke, ki so izračunane na stanje GERK-ov 16. avgust letošnjega leta. Te točke bodo sedaj ostale prikazane do januarja in vmes se ne posodabljajo, če tudi pride na kmetijskem gospodarstvu do kakšne spremembe. Tako da, evo, toliko z moje strani. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Moje ime je Pavlinjana in vam v nadaljevanju predstavlja na kratko kmetijsko-okoljska podnebna plačila. Ta plačila se bodo izvajala zdaj že v 4. programskem obdobju, tako da verjamem, da jih že vsi zelo dobro poznate. In bi v nadaljevanju mogoče izpostavila samo kakšne novosti, spremembe, predvsem tiste, ki so se zgodile tekom usklajevanja z Evropsko komisijo in pa tudi mogoče z deležniki. Zdaj, če najprej začnemo in pogledamo to intervencijo, mogoče bi začela z upravičenci, ki so nekako najbolj pomembni z vidika tega, da potem te intervencije oziroma zahteve tudi izvajajo in je potem od njih odvisno tudi nekako uspešnost izvajanja teh ciljev, ki smo si jih zastavili. Skratka, upravičenci so tako kot sedaj nosilci kmetijskih gospodarstev, lahko so tudi skupina nosilcev, se pravi v primeru, da bi se kmetje na nekem območju odločili in skupinsko izvajali neko določeno intervencijo oziroma operacijo na nekem zaključenem območju. Kot vsi vemo, so kmetijsko-okoljska plačila namenjena podpori kmetijstvu v njegovi okoljski funkciji in pa spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v blaženje in pa prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi in pa tudi zmanjševanju negativnih vplivov kmetovanja na zrak in pa ohranjanju biotske raznovrstnosti in pa krajine. Tako kot do sedaj so vstopi v intervencije kmetijsko-okoljsko podnebnih plačil na kratko KOPOP prostovoljni. Določene operacije se bodo izvajale celotno programsko obdobje oziroma so vstopi v te operacije možni v letih 23 in 27. To so tiste operacije, ki naslavljajo podnebne spremembe in pa tudi vodovarstveno in pa naravovarstveno problematiko. V določene operacije, se pravi v tiste, ki podpirajo nekako ohranjanje kolobarja, integrirano predelavo in pa tudi zmanjševanje rabo fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih, pa so vstopi mogoče le v letih 23 in pa 24. Tudi glede trajanja obveznosti ni sprememb, obveznosti še vedno trajajo 5 let in tako kot zdaj, ko bo prehod na neko novo programsko obdobje, bo možno tudi te obveznosti spet podaljšati. Obveznost izvajanja traja celotno koledarsko leto, možno pa so tudi odstopanja od teh obveznosti in sicer v primeru, če gre za prenos kmetijskega gospodarstva na drugo kmetijsko gospodarstvo in v primeru, da to novo kmetijsko gospodarstvo oziroma prevzemnik teh obveznosti ne prevzame, le-te nekako prenehajo in prenosniku prejetih sredstev ni treba vrniti. Ali pa v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, kot velja že sedaj. Tudi kar se tiče velikosti površine, s katero je mogoče vstopiti v te intervencije oziroma operacije KOPOP ni sprememb, še vedno je tista najmanjša strjena površina 0,1 hektar, v posamezno operacijo pa mora biti skupno vključenih najmanj 0,3 hektarja površin, razen če pri katerih posameznih operacijah ni drugače določeno.
Potem določena pravila, ki se nanašajo na spremembo površin, ki so vključene v obveznost ali pa povečanje površin, tudi tukaj ni sprememb, ampak vsem to poudarjam, zato ker tudi v teh primerih prihaja nekako do največ vprašanj ali pa dilem pa zagad, potem pri sami izvedbi. Se pravi, obseg površin, ki so vključene v obveznost, se lahko spreminja za največ 10% glede na vstopno površino. Kar pa se tiče povečanja površin, se seveda te lahko povečajo. Tukaj so potem dve variante v odvisnosti od obsega tega povečanja, ali se ta obstoječa obveznost razširi, ali pa se sklene pač nova 5-letna obveznost. Posamezne operacije KOPOP se lahko med seboj kombinirajo, lahko se kombinirajo tudi z shemami SOPO, tudi z intervencijami ekološkega kmetovanja, biotičnega varstva rastlin, plačila Natura 2000, seveda v primeru, da potem niso nekako v nasprotju ali pa v neskladju z zahtevami, ki jih določa intervencija plačila Natura 2000. Kar se tiče plačil, je še vedno enak princip, določena so na podlagi dodatnih stroškov in pa izhodka, ki nastane zaradi prevzete obveznosti, so letna. V nekaterih primerih, se pravi v primerih, ko gre za podporo za podnebne, naravovarstvene in pa vodovarstvene operacije, podpora znaša 100% višine plačila izračunane po modelnih kalkulacijah, v nekaterih drugih primerih, se pravi pri vseh ostalih, pa ta podpora dosega od 50 do 90% višine podpore določene po modelnih kalkulacijah. Plačilo se dodeli na hektar ali pa na GVŽ v primeru pasem. In pri analizi krme in pa optimiranju krmnih obrokov, kot bomo videli v nadaljevanju, pa gre za pavšalno plačilo, se pravi plačilo na upravičenca, to je na nosilca kmetijskega gospodarstva. V modelnem izračunu oziroma pri določitvi višine plačil so lahko upoštevani tudi tako imenovani transakcijski ali poslovni stroški. To so tisti poslovni stroški, ki nastanejo nekako s tem, če ima kmet kakšna dodatna dela ali pa opravila v zvezi s tem, da obišče svetovalno službo, si nabavi kakšno strokovno literaturo, in te stroški so upoštevani v višini plačila za operacijo travičnih habitatov metuljev. Mogoče samo še pojasnilo, zakaj smo se odločili za take različne odstotke kritja teh dodatnih stroškov in pa izpada dohodka. Razlogov za to je bilo tukaj več. Upoštevali smo neposreden vpliv posameznih operacij, ki jih imajo na posamezen specifičen cilj, se pravi 4, 5 in pa 6. Potem višino sredstev, ki se namenja intervencijam KOPOP v okviru strateškega načrta. Potem upoštevali smo tudi oceno predvidenega števila hektarjev ali pa GVŽ-jev, ki naj bi bili vključeni v posamezne operacije, in pa tudi zagotavljanje neke ustrezne stopnje podpore glede na sedanje programsko obdobje, se pravi, da ni prihajalo do kakšnega zmanjšanja plačil v smislu tega, kar se dodeljuje v okviru KOPOP iz programa razvoja podeželja 14-20. Pogoji upravičenosti, tukaj je nekaj sprememb, odpade tako imenovan program aktivnosti, še vedno pa obstajajo zahteve, da mora biti kmetijstvo gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, da mora imeti upravičenec najmanj 1 hektar kmetijskih površin. Potem morajo opraviti program usposabljanja, tokrat v obsegu najmanj 15 ur v 5 letih, pri čemer mora v prvih 3 letih skupno opraviti vsaj 9 ur tega programa usposabljanja. Upoštevati mora prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav, digestata in pa komposta, razen digestata in pa komposta izdelanega na kmetijskem gospodarstvu ali pa v primeru povezanih podjetij. In pa žal še vedno je treba voditi tudi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri posameznih operacijah teh intervencij KOPOP. Spoštovati je treba tudi minimalne zahteve za uporabo gnojil, ki se nanašajo predvsem na vodenje uporabe organskih in pa mineralnih gnojil. Potem še vedno je ena od zahtev tudi analiza tal in pa gnojilni načrt. Treba bo določiti analizo tal za parametre, kot so pH, fosfor, kalij in pa organska snov. Še vedno velja, da za trajno travinje analiza tal na organsko snov ni potrebna. Gnojilni načrt pa mora biti seveda 5-leten in izdelan na podlagi veljavne analize tal. Dodatna je mogoče zahteva, kar se tiče gnojenja z dušikom. Določena je neka skupna vrednost dušika iz mineralnih in pa organskih gnojil. To bomo videli v nadaljevanju, je to tale preglednica, ki vključuje
skupni dušik standard, se pravi, kakšna je neka standardna praksa pri gnojenju z dušikom, in pa glede nadstandarda, in v zadnjem stolpcu, ki je bil dodan v to tabelo na zahtevo Evropske komisije, da se točno vidi, kakšna je tista omejitev oziroma nadstandardna višina glede gnojenja z dušikom iz živinskih gnojil. Potem tukaj imamo pa potem še tudi minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki tako kot v sedanjem programskem obdobju niso posebej določene, ampak zahteve glede uporabe teh sredstev predstavljajo nekako standard in so zato vključene v okvir pravil o pogojenosti. Zdaj, če v nadaljevanju pogledamo sam koncept oziroma razrez teh kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, mogoče bi še ponovno poudarila, čeprav to že vsi veste, da prehajamo iz koncepta obveznih in pa izbirnih zahtev, kot jih poznamo v tem programskem obdobju, na tako imenovan paketni pristop, ki ga poznamo iz obdobja 7-13, kjer so zahteve nanizane pri vsaki posamezni operaciji in jih je treba izpolnjevati nekako v celoti. Novost, ki jo uvajamo, je še ta, da imamo v bistvu 3 sheme teh kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, in sicer upravljavska shema, v to shemo zapade nekako večina operacij, in pa še upravljavsko-rezultatska in pa ena rezultatska shema. Tekom usklajevanj s komisijo smo intervencijo kmetijsko-okoljska plačila v bistvu mogli razdeliti na 3 intervencije, ki naslavljajo cilje te posamezne, se pravi 4, 5 in pa 6. Cilju 4 je namenjena intervencija KOPOP podnebne spremembe, ki vključuje 3 operacije. Izzivom specifičnega cilja 5 sledi intervencija KOPOP naravni viri za 13 operacijami in pa specifičnemu cilju 6, intervencija KOPOP biotska raznovrstnost in pa krajina, ki vključuje 15 operacij. Zdaj v nadaljevanju bom zelo preletela te operacije, ker jih imate tukaj na sami predstavitvi in pa podrobneje so opisani tudi v samem strateškem načrtu. Pravila za izvajanje pa bodo določena z nacionalno uredbo, ki bo urejala ta plačila in je seveda tudi v pripravi. Zdaj, če na kratko pogledamo to prvo intervencijo, ki naslavlja podnebne spremembe, ta je nova, do sedaj tega ni bilo programiranega v preteklem oziroma sedanjem programskem obdobju. Po domače mi rečemo temu analiza krme in pa računanje krmnih obrokov, pri govedu, pri prašičjih pitancih in pa pri drobnici. Zdaj, tukaj pri vsakih posamezni od teh 3 operacij so določene neke zahteve, ki se nanašajo na to, kakšni so vstopni pogoji, glede števila analiz krme, krmnih obrokov, kaj je v zvezi z analizo mineralnih elementov in pa potem tudi glede samega računanja oziroma optimiranja teh krmnih obrokov. Enako velja potem tudi za to intervencije v nadaljevanju. Mogoče bi samo omenila še plačilo, le to je določeno glede na število živali po posameznih razredih in pri govedu znaša od dobrih 400 pa tja vse do 900 evrov, odvisno od števila živali. Dodeli se pri govedu lahko za molznice in pa za pitance in pa tudi za pitovne telice, se pravi tudi kmetijska gospodarstva, ki imajo kombinirano rejo, so upravičena do plačila tako za molznice kot tudi za pitance. Podobno so pogoji določeni tudi za prašiče pitance, tako da tukaj ne bom zdaj to ponavljala, to si lahko preberete. Tukaj je 7 plačilnih razredov, višina plačila pa je nekako od dobrih 500 pa tja čez 800 evrov. Enako velja potem tudi v nadaljevanju za drobnico. Tukaj imamo 4 razrede plačil in nekako od slabih 400 pa do slabih 500 evrov v odvisnosti od števila živali po posameznem razredu. Naslednja intervencija je intervencija, ki naslavlja naravne vire, se pravi vodo, tla in pa zrak. Tukaj, kot smo omenili na začetku, imamo 13 operacij. Prva je vodni viri, to poznamo tudi v tem programskem obdobju, ni kakšnih bistvenih sprememb. Potem naslednja je ohranjanje kolobarja, tudi ta se prenaša iz sedanjega programskega obdobja. Edina novost je ta, da se plačilo dodeli glede na stopnjo zahtevnosti, le te so 3.
Prva stopnja vključuje sedanji kolobar z dodatkom setve rastlin za zeleno gnojenje. Druga stopnja so zahteve v bistvu prve stopnje in pa še dodana ena zahteva, ki se nanaša na obveznost vključitve metulnice ali pa okupovine, ki izboljšuje tla v ta 5-letni kolobar. Medtem ko tretja stopnja pa poleg zahtev iz prve in pa druge stopnje določa še, da se lahko uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih. Vse ostale zahteve so enake kot v tem programskem obdobju. Mogoče bi pa tukaj izpostavila samo še neko zadevo, ki se tiče kolobarja, ki je pač pomembna pri načrtovanju kolobarja za novo obdobje. Nekako smo se dogovorili pa odločili, da se z letom 2023 kolobar začenja šteti na novo. To pomeni, da vsi tisti, ki so bili vključeni v intervencijo oziroma zahtevo glede 5-letnega kolobarja v programskem obdobju 2014-2020 in nameravajo z tem nadaljevati tudi v novem obdobju, se bo kolobar začel šteti na novo, se pravi, kot da ga za nazaj ne bi bilo. To je zdaj pomembno pri načrtovanju kolobarja za prihodnje obdobje. Potem na novo uvajamo stare ali pa nove operacije za integrirano predelavo, in sicer za področje poljščin, zelenjave, hmelja, sadja, oljk in pa grozdja. Te operacije so se izvajale že v obdobju 7-13, kakšnih bistvenih sprememb ni, razen to, da so nekoliko bolj ambiciozne v smislu podnebnih, mogoče pa tudi teh varovanja naravnih virov in pa na koncu tudi glede priporočil v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in pa krajine. Še vedno so enaka pravila, kar se tiče tehnoloških navodil, le-ta bodo posodobljena, ta obstoječa, in naravnana na te nove zahteve, ki jih prinaša integrirana pridelava. Še vedno je potrebno pridobiti certifikat. Vse ostale zahteve pa so nekako podobne, kot so bile v letu 7-13, z izjemo tega, kot sem že omenila, da so nekoliko bolj ambiciozne kot v tistem obdobju, ko so se te intervencije oziroma operacije izvajale. Naprej vlečemo, če lahko tako rečem, tudi podporo za uporabo biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih. To so sedanje vabe in pa konfuzija. Potem nadaljujemo tudi z opustitvijo uporabe insekticidov in pa herbicidov v vinogradih. Na novo pa uvajamo operacijo precizno gnojenje in pa škropljenje, katere namen je predvsem racionalnejša ali pa zmanjšana raba gnojil in pa fitofarmacevtskih sredstev. Temelji pa na izdelavi gnojilnega oziroma škropilnega načrta, iz katerega mora biti razvidno zmanjšanje porabe gnojil oziroma fitofarmacevtskih sredstev zaradi izvajanja te operacije. Se pravi, primerjava na neko stanje, če se ta operacija ne bi izvajala, in pa glede na to, ko se bo izvajala, kakšno je to zmanjšanje. Potem na novo se uvaja tudi podpora za seneno prirejo. Ta senena prireja vključuje neke skupne zahteve, dodelili se pa posebej lahko za seneno mleko ali pa seneno meso. Pri teh dveh so neke zahteve so specifične in, kot že omenjeno, določene pa so skupne. Mogoče bi tukaj samo izpostavila, da mora biti povprečna letna obtežba od 0,3 do 1,8 GVŽ na travojedih živali na hektar, na kmetijskem gospodarstvu pa mora biti minimalno 2 GVŽ travojedih živali. Tudi v okviru te podpore je potreben certifikat, in sicer certifikat je treba pridobiti najpozneje v 2. letu trajanja obveznosti, mogoče pa je pač v 5 letih izjema, da je pač kmetijsko gospodarstvo 1 leto lahko brez certifikata. Tako kot pri integrirani predelavi, čeprav tega nisem omenila, se je treba vključiti v kontrolo, in sicer do 31. decembra v tem letu za kontrolo v naslednjem letu. Za leto 2023 velja izjema, tako kot pri seneni prireji, tudi pri integrirani pridelavi, in se je v kontrolo mogoče vključiti v bistvu do začetka subvencijske kampanje. Novost je še ena operacija, ki je v sam strateški načrt priletela čist na koncu, in sicer gre za varovalne pasove ob vodotokih. Ta je namenjena ustvarjanju nekih fizičnih preprek glede preprečevanja zanosa pri uporabi gnojil in pa fitofarmacevtskih sredstev. V tem pasu seveda je uporaba teh sredstev prepovedana. Na preostali površini, se pravi izven tega 40-metrskega varovalnega pasu, pa so določene zahteve, ki se morajo izvajati oziroma spoštovati.
In sicer se uporabljajo lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih. Potem treba je izvajati nek bolj preprost kolobar, v katerega morajo biti v 5 letih vključene najmanj 3 kmetijske rastline. Potem so tukaj še določena pravila, ki se nanašajo na samo kolobarjenje. Obvezen je tudi celoletni zeleni pokrov, za katerega so pa primerni predvsem prizimni posevki. Izvaja se pa pač na teh območjih vodotokov, kot so Ledava in Paščavnica, na katerih je v tem obdobju 14 pa 19 bilo ugotovljeno slabo oziroma neugodno stanje podzemnih in pa površinskih voda iz naslova obremenitve s hranili za nedoseganje standardov kakovosti za fitofarmacevtska sredstva ali pa v podzemnih vodah za nitrate. Plačila so seveda tudi različna, vse od 84 evrov pa tja do 450 evrov na hektar, v odvisnosti od posamezne operacije. V nadaljevanju bi zdaj na kratko pogledali še eno intervencijo KOPOPS, in sicer intervencija, ki se nanaša na biotsko raznovrstnost in pa krajino. Tudi tukaj so v bistvu te operacije take, kot jih poznamo do sedaj. Mogoče pri teh prvih 3 bi omenila samo to, se pravi pri intervencijah, operacijah posebni travični habitati metuljev in pa stelniki, da je njihovo izvajanje stopenjsko, se pravi glede na stopnje zahtevnosti. Prva stopnja se nanaša na datumsko prepoved košnje paše, in sicer glede na območje so določeni datumi, to velja enako kot do sedaj. V drugi stopnji pa seveda se izvaja ta omejena oziroma datumsko določena košnja paša in pa tudi ta nepokošen pas, kot ga poznamo že sedaj, in pa s pravilom trave v obliki mrve, se pravi po domače prepoved silaže. Potem so določene še tudi neke druge zahteve, ki veljajo za obe stopnji zahtevnosti in pri teh ni sprememb in so praktično enake kot v sedanjem programskem obdobju. Mokrotni travniki. Ta operacija se je izvajala tudi že sedaj, samo da je bila vključena v posebne travične habitate, zdaj pa je samostojna, tako da tudi tukaj ni kakšnih bistvenih sprememb glede samega izvajanja. Enako se izvaja v 2 stopnjah, kot sem že omenila prej na začetku pri teh operacijah. Nova operacija je operacija, ki se nanaša na ohranjanje mokrišč in pa barij. Ta se bo začela izvajati z letom 2024, zato zdaj pač tukaj ne bi podrobno razlagala njenih zahtev za izvajanje. Bomo to potem razglabljali v naslednjem letu, da se pripravimo na njeno izvajanje v letu 2024. Potem nova operacija je tudi operacija suhi kraški travniki in pa pašniki. Nekaj podobnega smo izvajali že v obdobju 7 pa 13. Tudi tukaj je zelo veliko zahtev, ki se nanašajo na košnjo pašo, na datumsko omejitev, določene so tudi potem neke posebne zahteve, če se izvaja samo košnja ali pa če se izvaja samo paša. Potem so določene tudi zahteve glede omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Kako se potem kaj se prednostno odstranjuje, recimo, kaj ne. Tako da te zadeve si lahko potem preberete v samem strateškem načrtu ali pa na teh prosojnicah. Naslednja operacija je operacija visokodebelni travniški sadovnjaki. Tudi pri tej operaciji ni kakšnih bistvenih sprememb. Mogoče je dodana samo zahteva glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev, in sicer so dovoljena tista, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi. In pa na zahtevo komisije je dodana še ena zahteva, da je uporaba insekticidov dovoljena največ 2-krat letno. Vse ostale zahteve pa so praktično identične kot v tem programskem obdobju. Potem naslednja operacija so strmi travniki. Tudi tukaj ni bistvenih sprememb, razen ta, da pač paša ni dovoljena, in pa spet na zahtevo komisije smo mogli noti dodati omejitev letnega vnosa dušika, ki ne sme preseči 40 kg dušika iz organskih gnojil. Enako velja potem tudi za operacijo grbinasti travniki. Tukaj pa je situacija ravno obratna. Tukaj pa zdaj dovoljujemo vodeno in pa nadzorovano pašo in enako na zahtevo komisije je tukaj noter dodana omejitev glede uporabe dušika iz organskih gnojil. Tudi operacija ohranjanja mejic.
ta tudi ni nobenih novosti, razen da se bo izvajala predvidoma na večjih območjih Natura 2000 kot do sedaj. Potem nova pa je operacija obvladovanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, predvsem iz naslova težav pozne košnje pri teh naravovarstvenih operacijah in je namenjena temu, da se te površine nekako najprej očistijo, potem pa se lahko na njih izvajajo te naravovarstvene operacije. Potem sta tukaj še dve operaciji, ki jih poznamo že iz tega programskega obdobja, to je sobivanje z zvermi in pa planinska paša. Tudi tukaj ni nobenih sprememb. Še vedno gre za iste načine varovanja, če smo pri operaciji sobivanja z zvermi, se pravi z elektroograjami, elektromrežami, za pastirjem ali pa s pastirskimi psi. Enako velja tudi za planinsko pašo. Še vedno se izvaja po črvinkah in možno je tudi, da se izvaja s pastirjem, enako kot v tem programskem obdobju. Potem naslednji dve operaciji sta pa spet nekako bolj ciljno usmerjeni in povsem naravovarstveni. To je operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. Tudi ta se izvaja že v tem programskem obdobju in v letu 2022 po tem novem upravljavsko-rezultatskem paketu. Tukaj tudi ni nobenih sprememb, praktično zahteve za izvajanje ostajajo enake. Bi pa tukaj izpostavila samo še to dejstvo, da se plačilo za rezultatski del lahko dodeli seveda samo v primeru, če je dosežen rezultat. Vključena je pa še ena nova operacija v ta KOPOP intervencijo, ki naslavlja biotsko raznovrstnost in krajino. To pa je operacija, ki se nanaša na ohranjanje suhih travišč in nekako sledi tem zaključkom projekta, ki je nekako še v izvajanju in nastajanju, oziroma bo njegova izvedba nekako zaključena kasneje, kot je bilo prvotno mišljeno. Zato se tudi ta operacija ne bo začela izvajati z letom 2023, ampak predvidoma z letom 2024 ali pa mogoče celo 2025. Bodo do konca znani vsi rezultati tega projekta in se jih bo potem nekako lahko preneslo v to širše izvajanje. Zdaj, plačila so različna, dokaj visoka, 100% krijejo te stroške in so tudi znatno višja, si drznem trditi, kot pa v tem programskem obdobju. Potem je pa tukaj še ena intervencija, ki se nanaša na lokalne pasme in pa sorte. Le-ta je bila do sedaj del KOPOP plačil, vendar je bila na zahtevo komisije izločena iz KOPOP-a in predstavljena kot neka samostojna intervencija. Tudi tukaj ni nobenih sprememb, še vedno so zahteve za izvajanje enake kot v tem programskem obdobju. Mogoče bo izpostavila samo to, da se pač na novo uvaja podpora za avtohtone pasme goveda, istrsko govedo in pa boškarin, in pa pri konjih, pri tradicionalnih pasmah, se bo podpora po novem dodeljevala tudi za haflinškega konja. Podpore so nekoliko višje kot v tem programskem obdobju, pri tradicionalnih pasmah pa žal za kakšen evro nižje. Še vedno ohranjamo najvišje letne zneske plačil, kot jih poznamo iz tega obdobja, in sicer za njive je to 600 evrov na hektar, za trajne nasade 900, za trajno travinje in pa mejice 450 evrov na hektar in pa za živali 200 evrov na GVŽ. Določene operacije, ki so pomembne z naravovarstvenega vidika in pri katerih je plačilo višje, kot pa so te omejitve, se pravi, to so te stelniki in pa rezultatski del operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, pa ta omejitev ne velja in je pač plačilo tako, kot je izračunano po modelnem izračunu. Za konec bi pa mogoče izpostavila samo še 3 najtrše orehe, s katerimi smo se mogli spopasti pri usklajevanju našega KOPOP-a s komisijo. In sicer je bilo to pri analizi krme in pa računanju krmnih obrokov, se pravi pri intervenciji KOPOP podnebne spremembe, je bila to določitev enote plačila na hektar, pri katerem je komisija vztrajala. Mi smo želeli, da bi bilo to na GVŽ, ampak potem nekako tudi bojazni komisije, da bi prišlo do same intenzifikacije živinoreje in pa tolmačenje tega našega 70. člena Evropske uredbe, ki določa plačila za KOPOP, je bil sklenjen s komisijo kompromis, da imamo tukaj pavšalno plačilo, se pravi plačilo na nosilca kmetijskega gospodarstva.
Naslednji torek je bila integrirana pridelava. Tukaj smo nekako jim težko dopovedali, da naša integrirana pridelava ni samo integrirano varstvo. V ta namen smo mogli bistveno ukrepiti in tudi opisati zahteve obrazložitve glede same integrirane pridelave. Na koncu nam je to uspelo, tako da je integrirana pridelava lahko del KOPOP intervencije. In pa še ena zadeva, ki se nanaša na obtežbo. Po mnenju komisije je obtežba, ki izkazuje ekstenzivnost taka, ki je pri 1,4 ali pa največ 1,6 GVŽ na hektar. Tudi tukaj smo uspeli doseči neko kompromisno rešitev in ohranili obtežbo 1,8 GVŽ na hektar, s tem, da smo mogli v sam strateški načrt dodati neko določbo ali pa neko zagotovilo komisiji, da če se bo izkazalo, da je ta obtežba pa vendarle previsoka, da jo bomo pač ustrezno znižali in v ta namen spremenili tudi sam strateški načrt. Kar pa se tiče zdaj same izvedbe, mogoče bolj v informacijo, verjamem, da bo to v nadaljevanju potem še bolj izpostavljeno in poudarjeno. Bi pa vseeno rada povedala, da imamo že v pripravi nacionalno uredbo, ki bo določala plačila za KOPOP in tako kot do sedaj opredeljevala upravičence, pogoje, zahteve za izvajanje, višino plačil, razne kombinacije. Pripravljeni bodo tudi priročniki in pa tehnološka navodila za kmetijske svetovalce in pa tudi upravičence, se pravi za kmete, ki bodo v pomoč potem pri lažjem in pa tudi pravilnejšem izvajanju teh intervencij. In pa posodobili bomo seveda tudi same evidence o delovnih opravilih, ki pa se bodo v letu 2023 že uvodile še na enak način kot do sedaj. Seveda bodo posodobljene in prirejene, če lahko tako rečem, tem novim zahtevam oziroma operacijam intervencij KOPOP in pa tudi EK. Od leta 2024 dalje pa je predvideno, da se bodo te evidence vodile kot neka računalniška aplikacija, program v obliki evidenc. Da bi pa spodbudili upravičence k vstopu v te intervencije KOPOP, pa imamo v načrtu izvesti tudi okrepljene promocijske in pa animacijske aktivnosti, ne samo za kmete, ampak tudi za kmetijske svetovalce, ki so vključen dejavnik oziroma faktor, ki lahko prispeva k temu, da se bo v intervencije KOPOP vključilo čim več upravičencev in da bomo potem lažje dosegli vse te naše zastavljene cilje v intervencijah KOPOP. Toliko na kratko v mojem imenu. Hvala za pozornost. Zdaj pa predajam besedo naprej in bomo pogledali ekološko kmetovanje. Lepo pozdravljeni. Ja, če nadaljujem z ekološkim kmetovanjem, ta podpora vam je znana in v bistvu jo je pravzaprav treba gledati v smislu spodbujanja in podpiranja ekološkega kmetovanja, tudi skupaj z vsemi ostalimi intervencijami, ki se nekako dotikajo tega področja. Torej, to je plačilo za vse za te nadstandardne prakse, pri čemer je pač ključno to izpolnjevanje zahtev, ki izhajajo iz evropskega predpisa za ekološko pridelavo. Verjetno vas najbolj zanimajo vrednosti podpor, ki jih lahko vidite v tej tabeli, se pravi izvajanje ekološkega kmetovanja in preusmeritev v ekološko kmetovanje. Na splošno zneski odražajo to, da se je skupni letni znesek povečal glede na sedanje obdobje in da v bistvu tudi odraža te ambicioznejše cilje glede doseganja površin pod ekološkim kmetijstvom, ki si jih je zastavila Slovenija. Ekološko čebelarjenje je pač v čisto zadnji fazi postal samostojen ukrep in sicer zato, ker ni bilo možno glede na pravila v evropski uredbi izvesti plačila na čebeljo družino in kot kompromis je bila najdena rešitev, da je to plačilo na pavšal, na čebelarja, pri čemer so ustvarjeni ti velikostni razredi glede na število čebeljih družin. Še vedno se bo pa ta ukrep
uveljavljal preko zbirne vloge, čeprav formalno to ne bo IAKS ukrep, kakor temu rečemo. No, če nadaljujem, je pa nov ukrep, ki ga uvaja strateški načrt, to je plačilo Natura 2000. V tem delu je strateški načrt upošteval predlog programa upravljanja Natura 2000 plačil, 2000 območij. Torej, v opisu intervencije, kjer boste lahko prebrali tele zahteve, ki izhajajo, kar pomeni v bistvu, to je režim, ki se uvaja. Mi na področju kmetijstva v strateškem načrtu sledimo temu, kar bo v tem tako imenovanem PUN-u, ki je pač v pristojnosti Ministrstva za okolje. In sicer pač to plačilo je bilo do zadnje faze predmet pogajanj s komisijo in za komisijo je bilo 1200 hektarjev, ki bi jih v tem ukrepu podpirali z sredstvi SKP nesprejemljivo, tako da je bil končni dogovor, da je obseg površin 1700 hektarjev. Vnesti smo morali v strateški načrt tudi klavzulo, da bo se pozorno spremljalo stanje na ukrepu. V tem delu pa se osredotočamo na Ljubljansko barje, kjer je cona Barjanskega okrčka, na Planinsko polje, kjer je cona Travniške morske čebulice, na Goričko, kjer ščitimo traviščne habitatne tipe iz načrta upravljanja, in pa sredi obdobja se bodo vključili tudi mokrotni travniki na določenih območjih. To plačilo je tudi, tako kot prej predstavljene intervencije, plačilo za kritje dodatnih stroškov in za izgubo dohodka. Predstavlja 100%, podpora sama predstavlja 100% kritje izračunanih teh stroškov. In na naslednji prosojnici so tudi razvidna višina plačila. Namreč, to sem mogoče pozabila povedati, pristop pri režimu, ki ga Slovenija uvaja za ta območja, je, da se uvaja tam, kjer prostovoljni ukrepi v okviru SKP in neki drugi ukrepi, ki obstajajo izven kmetijstva, niso dali rezultate, in tudi zahteve, ki so zahtevnejše, in je tudi plačilo temu ustrezno. No, in če nadaljujem z naslednjim ukrepom, ki je prav tako nov, je biotično varstvo rastlin. Z njim naslavljamo v bistvu vprašanje varovanja vodnih virov in tal in želimo spodbujati uporabo nekemičnih fitofarmacevtskih sredstev. V ta ukrep se bo vstopilo za 5 let lahko in pripravljena bodo podobno kot pri KOPOP ukrepih navodila, ki bodo v pomoč vlagateljem za ta ukrep. Naslednji ukrep je dobrobit živali. Tudi temu področju strateški načrt namenja veliko pozornost, in tudi sredstva so višja in ne gre samo za ta ukrep dobrobit živali, ki se uveljavlja prek zbirne vloge, imamo tudi druge poudarke, ki so bili že predstavljeni v drugih ukrepih. Skratka, tudi ta ukrep je podpora za izvajanje živalim prilagojenih načinov reje, torej za neke nadstandardne prakse, ki se uporabljajo v reji. Intervencija sama se bo pa izvajala v 5 podintervencijah, torej za prašiče, perutnino, govedo, drobnico in konje, s tem, da sta nova podintervencija za perutnino, ki se bo začela izvajati leta 2024, in podintervencija za konje. Tudi tukaj gre za kritje
teh dodatnih stroškov in pa izpad dohodka. Gre pa za obveznost, ki traja 1 leto, se pravi vsako leto se lahko kmetje odločijo, ali bodo vstopili ali ne. No, splošni vstopni pogoji, da ne bom predolga. Skratka, za vsako od teh podintervencij je nek vstopni prag, glede na število živali. Pri vseh podintervencijah je obvezno to usposabljanje, najmanj 4 ure v zvezi z vsebinami s področja dobrobiti živali, s tem, da je novost tukaj ta, da se bo to usposabljanje zahtevalo, ko nekdo prvič uveljavlja tak ukrep. Zato smo se odločili na podlagi dosedanjih izkušenj. No, in če nadaljujem za podintervencijami, pri prašičih, pri podintervenciji za prašiče je bilo pač v teh pogajanjih jasno, da 10% večja talna površina ni sprejemljiva. In to pač pomeni, da je pri plemenskih svinjah, se pravi pri zahtevah za plemenske svinje in plemenske mladice, se zahteva vsaj 15% večanja ovirana talna površina. In tudi pri tekačih in pitancih, kadar gre za zagotavljanje talne površine, mora biti več kot 15%. Kar je novo, je povečanje teh odstotkov za talno površino, pri prašičih. Podintervencija za perutnino, kot rečeno, bo v letu 2024 uvedena, zato ne bi šla v te podrobnosti danes. Pri podintervenciji za govedo pa spodbujamo pašo, izpust, vzrejo telet, pri čemer je neovirana talna površina zagotovljena, in spodbujamo izkoreninjenje goveje virusne diareje. Torej, nove zadeve so izpust, vzreja telet in izkoreninjenje goveje virusne diareje. Pri podintervenciji drobnica podpiramo skozi to intervencijo pašo, izvajanje paše, na to hlevsko rejo, se pravi pri hlevski reji podpiramo zagotavljanje te neovirane talne površine in pa izpust. In sicer novost, glede na sedanji ukrep, je hlevska reja drobnice in pa izpust, ki sta v tem ukrepu kot izbirni zahtevi. No, novost je tudi to, da recimo pri paši drobnice zahtevamo zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize dvakrat, se pravi spomladi, pred začetkom paše in po začetku paše. Konji, se pravi podintervencija za konje, je nova in v tem delu gre za podpiranje paše konj in pa celoletnega izpusta. Na prosojnicah boste lahko tudi si prebrali glede zneskov in primerjava z sedanjim zneskom podpor pri tem ukrepu, da je lepo vse razvidno. No, naslednji ukrep, ki ga bom samo hitro omenila, je ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu. To je pa pač ukrep, kjer so upravičenci inštitucije, ki se ukvarjajo z rastlinskimi genskimi viri. Hvala lepa. Intervencija IRP24, podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, je nadaljevanje ukrepa za mlade prevzemnike iz tega programskega obdobja, z razliko, da se bo kot vstopni pogoj upoštevala višina standardnega prihodka, in sicer 12 tisoč evrov
ter 100 čebeljih družin in pa potem poseben vstopni pogoj za gorske mlade kmete, ki imajo sedež na najmanj 700 metrih nadmorske višine, 50% kmetijskih zemljišč v uporabi na naklonu nad 35% in točke v OMD pa 10.000 evrov standardnega prihodka. Določena je tudi zgornja omejitev velikosti pristopnikov, in sicer višina standardnega prihodka nad 165.000 evrov oziroma 240 čebeljih družin. Gozdarstvo in pa dopolnilne dejavnosti lahko upravičenci uveljavljajo preko skupnega prihodka kmetijskega gospodarstva, in sicer iz računovodskih izkazov, kadar vodijo dvostavno računovodstvo za davčne namene. Spremenilo se je tudi obdobje vzpostavitve, in sicer iz 24 mesecev v tem programskem obdobju na 5 let v naslednjem. Stopnje podpore so se zvišale, in sicer vrednost pavšala torej iz osnovne podpore 18.600 evrov za tiste, ki so vključeni v kmečko zavarovanje, in tiste, ki opravljajo to dejavnost ob zaposlitvi v drugi dejavnosti, torej enako izhodišče. Višina podpora pa se nato nadgrajuje, kot je prikazano na tej prosojnici, do maksimalne vrednosti 52.800 evrov za kmečko zavarovane in 29.260 za ostale. Pomeni, da se je vrednost zvišala iz sedanjih 45.000 evrov za kmečko zavarovane na 52.800 in ostale 18.600 na največ 29.260. Naslednje so intervencije za sodelovanje, in sicer IRP 11 gre za torej podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti. Gre za nadaljevanje ukrepa iz programa razvoja podeželja. Novost je, da pavšalni zneski znašajo 100% izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. V tem programskem obdobju je ta odstotek 60%. Ni več potem tudi predvidenih zahtevkov za izplačilo sredstev, vsa izplačila so predvidena že ob izdaji odločbe o pravici do sredstev, in pa podprti so vsi registrirani proizvodi iz shem kakovosti, torej eko, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in pa izbrana kakovost. Naslednja intervencija, IRP 39, dejavnosti informiranja in pa promocija proizvodov iz shem kakovosti. Gre za nadgradnjo ukrepa iz programskega obdobja 2007-2013. V okviru intervencije so upravičenci priznane skupine proizvajalcev, ki povezujejo vsaj 3 subjekte, vključene v izvajanje shem kakovosti, eko, zaščitena označba porekla, potem zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, gorski proizvod in pa izbrana kakovost. Pogoj za oddajo vloge je izdelan načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje vizijo oglaševanja in informiranja ter pa opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s pridobljeno podporo. Gre za promocijo na lokalnem nivoju in je komplementarna izvajanju nacionalne promocije shem kakovosti. Priznane skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti so upravičene tudi do sredstev iz intervencije IRP 10, torej za podporo ustanovitvi in začetnemu delovanju kolektivnih oblik sodelovanja. Oblika in stopnja podpore. Stopnja javne podpore znaša 70% upravičenih dejanskih stroškov, najvišji znesek podpore 200.000 evrov, ki se torej zvišuje za vsak nadaljnji proizvod, torej najvišji znesek javne podpore poveča za 10%, kadar se združujejo proizvajalci iz več shem kakovosti. In pa upravičeni so stroški nastali po oddaji vloge na javni razpis in še naslednja 3
koledarska leta. Naslednja intervencija, IRP12, regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih. Gre za novo intervencijo, ki spodbuja sodelovanje vseh deležnikov v verigi vrednosti na lokalnem zaokroženem območju, torej od kmeta, deležnikov horeke, vključno z javnimi zavodi, trgovino in pa drugimi gospodarskimi dejavnostmi, na primer turizmom. Zaokroženo geografsko območje predstavlja območje 2 ali več soležečih občin. Upravičenost do sredstev je le, kadar gre za novo obliko sodelovanja. Vodilni partner izdela načrt razvoja geografsko zaokroženega območja in sklene pogodbeno partnerstvo. Zahtevano je tudi povečanje partnerjev do konca izvajanja projekta, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis in pa člani partnerstva in pa pogoj, da člani partnerstva morajo pridobiti pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke oziroma biti vključeni v izvajanje ene od shem kakovosti. Višina podpore se deli na pripravljalno podporo v pavšalnem znesku 20 000 evrov in pa podporo za stroške dela za namen upravljanja partnerstva v višini 80% upravičenih stroškov in pa predvidena je tudi finančna spodbuda za večjo vključenost ekoloških kmetov v partnerstvo. V tem primeru bo tudi znesek nekoliko višji. V okviru intervencije so upravičeni tudi stroški za naložbe, za namen trženja in pa druge potrebe razvoja geografsko zaokroženega območja do višine največ 65% stopnje podpore. Višina podpore na upravičenca torej največ 460 000 evrov in kot rečeno se dviguje, torej da pride do teh maksimalno 460 000 v 3 letih se nadgrajuje torej z povečevanjem vključenosti ekoloških kmetov v samo partnerstvo. Naslednja intervencija LIDER. LIDER se glede na tekoče programsko obdobje ne spreminja bistveno. V novem programskem obdobju se bo izvajal v okviru skupnega pristopa s skladom ESRR, torej regionalnim skladom. Uredba za potrditev novih strategij lokalnega razvoja, ki bo podlaga za izvajanje skupnega pristopa, bo šla v medresorsko usklajevanje, takoj ko bodo znana sredstva, tudi za regionalni sklad. Stopnja podpore za operacije bo do 80%, sedaj je 85% in pa novost je tudi v tem, da za projekte sodelovanja ne bo ločenih javnih razpisov, ampak se bodo projekti umestili v strategijo lokalnega razvoja, tako kot ostale operacije LAS. Intervencija IRP33, testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih, je nova intervencija. Z lastniki zemljišč na zavarovanih območjih bomo testirali in razvijali nove pristope in pa ukrepe za naravi prijazne kmetijske prakse. Upravljavcem zavarovanih območjih pa krijemo stroške dela za namen vodenja in upravljanja pogodbenega partnerstva. Kmetijskim gospodarstvom torej zagotavljamo v tem tudi nadomestilo za testiranje ukrepov in na kmetijskih zemljiščih, torej iz načrtov upravljanja zavarovanih območij in programa upravljanja območij Natura 2000. IRP10, spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ima 2 podintervencije. In sicer podintervencija podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja in potem podintervencija medpanožno sodelovanje. Gre za nadaljevanje ukrepa 9.1 iz tega programa razvoja podeželja, podpori za vzpostavitev in delovanje skupin in organizacij proizvajalcev, kjer ostajajo pogoji enaki. Novost je zgolj v tem, da smo v ta ukrep vključili tudi možnost
oblikovanja skupin proizvajalcev kot kratkih dobavnih verig, ter da so upravičenci tudi skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, če izvajajo skupno trženje. Medpanožno sodelovanje je podintervencija k IRP10, v katero so združeni predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo in pa vsaj eno od faz dobavne verige, predelavo ali trgovino. Naštela bom pa nekatere od upravičenih stroškov, ki so opredeljeni tudi v 157. členu uredbe o skupni ureditvi trgov, in sicer napovedovanje proizvodnih zmogljivosti in pa beleženje cen na javnih trgih, pomoč pri usklajevanju načina dajanja proizvodov na trg, zlasti kadar gre za kakšne raziskave, analize trga, potem raziskovanje potencialnih izvoznih trgov, potem kakršnokoli ukrepanje za zaščito, varstvo in pa spodbujanje ekološkega kmetovanja ter označb porekla, oznak kakovosti in geografskih označb, prispevanje k ravnanju s stranskimi proizvodi ter zmanjšanju odpadkov in ravnanju z njimi in podobno, kar je vse zapisano, kot rečeno, v tem 157. členu. Priznana medpanožna organizacija pripravi načrt aktivnosti, v kateri navede te možne aktivnosti, ki sem jih predhodno naštela kot upravičene stroške. Stopnja podpore bo 70%, najvišji znesek javne podpore pa 500 000 evrov v programskem obdobju. Medpanožna organizacija pa se lahko ustanovi po ena za vsak posamezen sektor. Potem še horizontalne intervencije, torej AKIS. AKIS niso samo intervencije, ki krepijo pogoje za ustvarjanje znanja in inovacij med deležniki AKIS-a, temveč so tudi podporni sistemi, kot je vzpostavitev koordinacijskega telesa za AKIS, ki bo na operativni ravni koordiniral potrebne aktivnosti za čim učinkovitejši prenos znanja. Potem podporni sistem predstavlja tudi posebna platforma AKIS, ki bo kot spletni servis skrbela za pretok informacij in pa na katerem bodo objavljeni rezultati raziskovalnih nalog, potem EIP projektov in drugih. Koordinacija te platforme bo potekala pod okriljem Mreže za podeželje. Pomembno je poudariti tudi, da bodo v sistemu AKIS sodelovali tudi drugi resorji izven strateškega načrta, projekti in ukrepi Horizon 2020 in CRPI in podobno. Potem tudi kot je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, projekti CRP, javnih služb pa ukrepi tudi drugih skladov. Intervencije, ki bodo naslavljale prenos znanja in inovacije, so 4, in sicer intervencije IRP 32, izmenjava znanja in prenos informacij kmetom in gozdarjem ter usposabljanje svetovalca, potem intervencija IRP 30, medgeneracijski prenos znanja, intervencija IRP 31, podpora za projekte EIP in pa intervencija IRP 38, konzorcije institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno. Prva intervencija, ki jo bom predstavila, torej IRP 30, medgeneracijski prenos znanja, je nova intervencija, s katero želimo spodbuditi prenosnike za prenos kmetijskega gospodarstva na prevzemnika in s tem na nek način pohitriti ta proces pomladitve nosilcev kmetijskih gospodarstev. Gre za podporo prenosu znanja v obliki mentorstva, kjer prenosnik na osnovi izdelanega načrta prenosa znanja in pa izkušenj pridobi upravičenost do podpore v višini 3600 evrov na leto za obdobje 3 let. Stopnja podpore znaša 100%, intervencija pa sovpada z intervencijo IRP 24, torej vzpostavitev gospodarstva mladega kmeta, torej ti dve intervencije potekata v istem času, torej hkrati. IRP 31, podpora za projekte EIP,
Gre za nadaljevanje ukrepa iz tega programskega obdobja. Sprememba je le v tem, da v EIP partnerstvu ni obvezen partner iz področja raziskovalno-razvojnega področja in da je najvišja vrednost projekta 300 tisoč evrov. V tem programskem obdobju smo imeli 250 tisoč za okoljske vsebine in pa 350 tisoč za kmetijske. Potem naslednja intervencija, izmenjava znanja in pa prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev, ima dve podintervenciji, in sicer izmenjava znanj in prenos informacij in pa usposabljanje svetovalcev. Pri podintervenciji izmenjave znanj gre za nadaljevanje sedanjih ukrepov M1, M2 iz programa razvoja podeželja, z razliko, da bo izvedba potekala preko sistema javnih razpisov in ne več sistema javnih naročil, kar pomeni, da bodo za posamezne razpisane tematike izbrani izvajalci izobraževanj, izdelan bo potem katalog teh izobraževanj s podatki o temah, izvajalcu, času in pa kraju izvedbe. Upravičenci pa bodo sami izbirali, kje in katerega izobraževanja se bodo udeležili. Katalog in pa javni razpisi se bodo vsakoletno ažurirali, predvsem zaradi hitrih sprememb in pa potrebe po posodobitvi tem. Naslednja podintervencija, torej usposabljanje svetovalcev, se bo v novem programskem obdobju izvajala kot nova intervencija. V tem programskem obdobju nismo imeli programirano, pri čemer se bodo usposabljanja izvajala na 3 načine, in sicer usposabljanje mladih novih svetovalcev, potem z udeležbo svetovalcev na usposabljanjih doma ali v tujini in udeležbo na usposabljanjih organiziranih v Sloveniji s povabljenimi gostujočimi predavatelji, tako domačimi kot tujimi. Pri vseh teh pa je nepovratna podpora in pa stopnja podpore 100%. Kot zadnja intervencija je intervencija IRP 38, konzorcij institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno. Popolnoma nova intervencija, ki je namenjena vzpostavitvi tako imenovanih kompetenčnih centrov za različna področja, pri čemer se področja ne bodo smela podvajati, torej na primer samo en kompetenčni center v Sloveniji za namakanje, ne pa 3 ali 4 v vsaki regiji po eden. Konzorcij bo moral povezati vse ključne deležnike, torej kmete, vključno z demonstracijskimi kmetijami, javne raziskovalne in svetovalne institucije, potem izvajalce javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvo in pa varstvo rastlin, kmetijske svetovalce, predstavnike organizacij združenj kmetov in podobno. Izvajanje prenosa znanja bo podprto s 100% stopnjo podpore, in sicer v tistem delu, tako imenovanem mehkem delu, kadar bo šlo za prenos znanja s pomočjo organiziranja različnih delavnic, prikaza dobrih praks in izobraževanj. Investicijski del, torej zato, ker se bo ta intervencija izvajala preko sistema javnega razpisa, bo možno tudi investirati v ureditev teh kompetenčnih in posodobitev teh kompetenčnih centrov, in sicer po pravilih investicijske uredbe, in bo zato stopnja podpore 65%, v primeru, da bo naložba prispevala k zelenemu dogovoru, pa 80%, in najvišji znesek podpore za posamezen konzorcij znaša 2,4 milijona evrov. Toliko z moje strani. Hvala.